Leta 2014 je David napovedal prispevek o vleki prikolice na način, kot ga danes, pa v mojem ne more več. Poglejmo. To, kar so Valentino Balboni za Lamborghini, Walter Roll za Porsche ali pa recimo Jean-Claude Van Damme za Volvo, je Anton Kastrevc za Adrio. No, David, leta delajo svoje, bi še šlo? Jaz mislim, da takrat so bili kroji in materiali malo boljši. Moda je problem, ja, moda. Moda je težava. Ampak danes boš spet vlekel in spet bo šlo na tesno, ali ne? Da razložim, kako je bilo takrat. Takrat smo pri Adrii preverjali, kako oni testirajo svoje prikolice, kakovost in funkcionalnost na sami cesti oziroma pri vleki in kako deluje sistem, ki pomaga pri manevriranju s prikolico, predvsem kar se tiče vzvratne vožnje. Takrat je bilo to pri Passatu nekaj povsem novega in verjamem, da še danes marsikomu kar malo dvigne pritisk, ko pomisli na to, da bo moral na dopustu manevrirati s prikolico, in ta asistenčni sistem je eden boljših. To si lahko še vedno pogledate v našem arhivu. Kako se bomo pa tega lotili danes, pa... No, David bo na kljuko električnega avta pripel prav zanimiv tovor, ampak tokrat bo gledal nekaj drugega. Kilovate. Vidimo se v Izolski marini. Andrej bo šel v Izolo s krmilom, se pravi z motorjem. Jaz pa tudi na en prav poseben način, sicer ne z vodnim skuterjem direktno, ampak lahko rečemo pa posredno. In sicer še z enim presenečenjem dneva, in sicer z električnim avtomobilom. Če še nekaj let nazaj veljalo, da so električni avtomobili bolj kot ne samo za mesto, saj jim avtocesta povzroča več ali manj preglavic, smo se mi tokrat odločili, da bomo z električnim avtomobilom peljali na prikolici tudi vodni skuter. Zdaj pa samo, da vidim, če meni uspe tole priključiti. Preden pa se odpravite na pot, ko vlečete, preverite največjo dovoljeno maso, kajti električni avtomobili so rahlo težji, kakšna tona že, kaj več pa, preverite. Baterija polna, 400 km dosega, 245 km tule iz Maribora pa do Izole in se vidimo nekje na poti na Primorskem. Zdaj, nekaj moramo vedeti. Zelo električnim avtomobilom odgovarja umirjena vožnja. Aktivni tempomat na avtocesti je z vleko dovoljenih 100 km/h in aktivni tempomat tudi prej zavira, bolj blago zavira in bolj umirjeno pospešuje, kot bi to storili mi s klasično nogo na stopalki. Na tak način bomo, vsaj jaz sem skoraj prepričan v to, do Izole prišli s kar zajetnim bonusom oziroma rezervo baterije. Prišli smo iz Maribora, ustavili smo se v Kopru, do Izole imamo še dobrih 8 km, ampak na potovalnem računalniku pa zaloge še za 162 km, kar pomeni, da bi z lahkoto prišli do Poreča, Rovinja, Savudrije in to s takšno prikolico, kot smo jo zdaj pri polnilnici morali parkirati na prostor zraven. Elektromobilnost pa pomeni tudi, da je treba svoje poti malo bolj planirati. In če imate na voljo takšne polnilnice, kot so Ionitijeve, ki so najhitrejše v svojem segmentu, potem se splača ustaviti in napolniti z res največjo hitrostjo. In zdaj bomo naredili hiter test. V 20 minutah bomo pogledali, koliko kilometrov še dobimo. V 20 minutah pauze smo prišli iz 27% na 69%, kar pomeni iz 162 km zaloge pri bateriji na 282 km. Cela baterija bi bila pa v našem primeru polna v 45 minutah polnjenja. No, zdaj pa že letim v Izolo, ker upam, da me Andrej čaka s sladoledom.
In pristali smo v Izoli. Andrej, živa. Glede na to, da sem peljal po avtocesti tempomat 100 km/h, koliko časa si ti že tukaj? Toliko, kolikor je razlike med 130 in 100 km/h. Ampak, a ti povem, koliko je to matematično izračunano v času? Zanima. Toliko, da bi šel lahko po sladoled. Mogoče je res, ampak najprej delo, zaključijo oddajo, potem pa zabava sladoled. Če potegnemo črto pod to potovanje z električnim avtomobilom s prikolico iz Maribora do Izole, ugotovimo, da je poraba na avtocesti vselej največja. To ni okolje, kjer bi se električni avto najbolje znašel. Ampak, da naredimo kljukico pod naše potovanje, da se z enega konca Slovenije priti na drugi konec, tudi s prikolico, tudi z vodnim skuterjem, morda še celo malo dlje. No, ampak cilj našega potovanja danes ni bil samo to, da končamo v lepi Izoli, ampak predvsem o tem, da tudi sklenemo oddajo z razmislekom, ki se nas je spremljal pravzaprav skozi celotno sezono. O tem, da bodo različne energije poganjale različne tipe avtomobilov in da so tisti, ki morajo premagovati z velikimi hitrostmi dolge avtoceste, dolge razdalje in pri tem morda še celo vleči težke tovore, jadrnice, čolne, prikolice, da bo po našem mnenju tam priložnost za vodik.